Ajla, jaz sem Gibko in rad bi rešil svet. Prisluhni kako. Vsako jutro najprej telovadim. 1 in 2 in 1 in 2 in 1 in 2 in 1 in 2. Jutranja telovadba mi pomaga, da se hitreje predramim. Nadaljujem tudi na poti v šolo. Najraje poskakujem. Hop, 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 hop. In tečem. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ta dan v šoli, ko sem se odločil, da rešim svet, se je začel tako kot vsi ostali. S pozdravom učiteljice. Njena predstavitev, ki je sledila, pa mi je segla v srce. To moraš slišati. Učiteljica je bila skrivnostna. Ob napisu na platnu sem se zamislil. Razmišljal sem o zibelki, posteljici, v kateri sem tudi sam prespal večji del dneva, ko sem prišel na svet. O jamah kot zibelki človeštva pa nisem še nikoli slišal, niti pomislil. Učiteljica je rekla, naj si to poved dobro zapomnimo, in nadaljevala s svojo predstavitvijo. Na naslednjem diapozitivu so bile različne oblike naših bivališč in krajev, hiše, stolpnice, vasi, mesta, tovarne z dimniki, ki pa mi niso bili preveč všeč. Njihov dim se vedno vije visoko v nebo, vali se proti pticam, ki letajo v zraku, ko dežuje, pa se z dežnimi kapljami vrne nazaj na tla. Ali ne bi bilo bolje, če bi obstajale tovarne z dimniki brez dima? No, učiteljica nam je hotela pravzaprav pokazati, da nam nič ne manjka, da pa prav zato prehitro pozabimo na druge, s katerimi si delimo zemljo, na živali, na spoštovanje in varovanje narave, rastlin, vsega, kar nas obkroža, po kateri v želji po nadaljem razvoju in novih gradnjah vse bolj posegamo. Ceste, ki povezujejo kraje med seboj, da bi prišli hitreje do cilja, so speljane tudi mimo mokrišč. Mokrišč je več vrst, kraška polja, barje, plitva jezera, kali, mlake, ribniki, soline. Mokrišča so lahko tudi jame, kjer voda visoko poplavlja in ustvarja ugodne pogoje za preživetje jamskih živali. Mokrišča so deli narave, ki so redno preplavljeni s površinsko ali podzemno vodo. So naravni zadrževalniki kot rezervoarji, preprečevalci poplav. Njihov naravni obstoj je zelo pomemben. Vsa so dom živalim, pticam, žabam, ob njih tudi drugim dvoživkam, močerilom, naprimer človeškim ribicam, pa močeradom, pupkom, ribam, kačjim pastirjem in ostalim žuželkam. So tudi življenjski prostor raznovrstnih rastlin, vrbi, jelši, trsju, rogozu, perunike, še mnogim, ki mokriščem pomagajo, da opravljajo svojo pomembno funkcijo. Deževnico in ostalo vodo filtrirajo in spreminjajo v pitno vodo. Ta podzemnino površino nadaljuje pot do podtalnic in po ceveh v naše domove, naša gospodinjstva. Mokrišča vplivajo tudi na zrak. Z izhlapevanjem vode poleti blažijo sušo in ohlajajo okolico. Ali veš, da če bi izumrle vrste živih bitij, ki živijo na mokrišču, mokrišče kot ekosistem ne bi več deloval, mi pa bi z njegovo izgubo ostali tudi brez pitne vode na tem področju? Zato je prometni znak, ki opozarja na žabe na cesti v bližini mokrišč, še kako pomemben. Ker se razmnožujejo le v vodi, morajo žabe od svojega kopenskega bivališča do bližnjega vodnega prebivališča prečkati tudi ceste. Voda je pomembna za razvoj njihovih mladičkov. Samice odložijo jajčeca v vodo, iz katerih se razvijajo ličinke. Paglavci, pa se jih poznaš. Medtem, ko se jim v vodi dogajajo opazne razvojne telesne spremembe, dihajo z zunanjimi škrgami. Ko pa je njihov razvoj, njihova preobrazba v odraslo žabico zaključena, jim škrge zakrnijo in zadihajo s pljuči.
Zaradi načina dihanja, življenja v vodi in na kopnem jim pravimo dvoživke. Tako kot male žabice, ki se po obdobju razvoja v vodi napotijo na kopno, se tudi odrasle žabe po paritvenem obdobju vrnejo na kopno, kjer preživijo preostali aktivni del leta, preden se selijo v svoja zimska bivališča. Ta so skrivališča pod zemljo ali med strohnelim lesom, pa pod listjem med koreninami ali pod kamni, lahko pa tudi v blatu na dnu mlak, kjer otrple prezimijo. Ker so tudi žabe pomemben del celotnega ekosistema in določene skupine ljudi, ki se jim lahko pridruži vsakdo, nastavljajo pasti in jih nato varno prenesejo čez cesto. Če se kdaj sprehajaš po travniku, ki se ti zdi, da je poplavljen, vedi, da je to mokrišče, ki mu pravimo mokrotni travnik. Pa nikar na njem ne puščajo odpadkov, saj je tudi moker travnik kot naravni filter, kot spužva, ki vpije vse in deževnico spreminja v pitno vodo. Zato mokriščem rečemo tudi, da so ledvice zemlje. Učiteljica je rekla, da so zbiralniki odvečne vode nujni. Rešetke, ki so postavljene ob robovih cest in pločnikov, pokrivajo jaške, skozi katere ob močnih nalivih po ceveh odtekajo meteorne vode v potoke, reke in morje. Z njimi tja odteče tudi umazanija, ki ostaja na cestah po razlitju goriv ob prometnih nesrečah, kakor tudi smeti, ki jih pustimo na tleh. Te so po večini iz plastike in skupaj z odpadlim listjem, odlomljenimi vejicami dreves ter peskom pogosto mašijo rešetke in povzročajo poplave. Nemalokrat se zgodi, da se meteorne vode ob poplavah pomešajo z odpadnimi vodami iz kanalizacije, ki nato namesto v čistilnih napravah s svojo odpadno vsebino na svoji poti onesnažijo potoke, reke, morje. Med ostanki pralnih praškov in čistil se v meteornih vodah tako najdejo tudi celo olja iz gospodinjstva, higienski robčki, palčke za ušesa in ostale stvari, ki bi jih morali odvreči v smetnjak in ne v stranično školjko. Pogin in uničenje življenja v naših vodah je ob mešanju meteornih voda z odpadnimi neizogibno. Mačka na sliki ne spi. Poginila je, ker je pila vodo iz onesnaženega potoka, v katerem so poginile ribe in ostala živa bitja. In ker zemlja vse upije, pride ob takšnem izlitju tudi do onesnaženosti zemlje v okolici, tudi mokrišč. Ljudje smo del narave in narava nam nudi različne oblike sproščanja. Pogosto se ob tem ne zavedamo, da je narava tudi dom živali. S svojim nemarnim odnosom do narave in pogosto delamo veliko škodo. Namesto da bi igrače in oblačila poklonili tistim, ki jih nimajo, le-ta mnogokrat končajo na divjih odlagališčih v naravi, kjer se kopičijo tudi ostale stvari, ki tam nimajo kaj iskati in so ob tem nekatere lahko tudi strupene. Ali veš, da traja tudi 500 let, preden aluminijasta pločevinka v naravi razpade? Ali veš, da se plastenka razgrajuje tudi do 1000 let, do 100 let pa žvečilni gumi, ki ga izpljuneš na svoji poti? Skoraj neverjetno pa je, da se steklo v naravi razgrajuje tudi do 4000 let, kaj ne? Zdi se mi popolnoma nepotrebno, da plastenke, pločevinke in steklenice sploh končajo nekje v naravi, ko pa jih lahko znova in znova spet recikliramo in uporabimo. Zaradi takšnih odpadkov v naravi so živali po nepotrebnem pogosto žrtev odpadkov. V pasti, ki jim predstavljajo, se ujamejo in ali zaradi njih poginejo. In vse okolju nevarne snovi, ki jih razgradnja odpadkov povzroča, ves čas vpija zemlja. Tla, po katerih hodimo ali se vozimo, pa niso mrtva.
So ekosistem, dom živih bitij, ki skrbijo, da je v zemlji vse tako, kot mora biti. Ko greš v naravo, pomisli tudi na njih in njihovo pravico do življenja. Ker se ljudje vedno bolj obnašamo, kot da je narava naša last, pozabljamo, da nekatere dele narave nujno potrebujejo kmetje, ki nas oskrbujejo s hrano. To so pašniki, travniki, polja, nasadi. Žal marsikdo na svoji poti tam odvrže prazne steklenice ali pločevinke osvežilne pijače. Ko jih trava preraste in jih kmet ne more več opaziti, da bi jih sam odstranil, jo kmetijski stroji razrežejo na ostre trakove, te pa živina požre v silažni krmi. Po zaužitju ostrih trakov in ostalih smeti, ki se tako najdejo v silaži, žival na to v mukah pogine ali pa jo morajo zaradi tega usmrtiti. Tako živali, ki bogatijo naše življenje, umrejo zato, ker se nam ne da nesti smeti do bližnjega smetnjaka. In sestavine smeti, ki ostanejo očem skrite in počasi razpadajo, spet upija kdo drug kot zemlja. Me prav zanima, kako čista in zdrava je zemlja na naših vrtovih, sadovnjakih, nasadih in poljih. Uboga narava, uboga naša zemlja. Učiteljica je rekla, da več kot proizvajamo in s tem spuščamo v zrak več zdravju škodljivih snovi, bolj se spreminja vreme in ruši ravnovesje z naravo. Suše so bolj pogoste, zime daljše, kot tudi obdobje padavin, predvsem dežja. Ker se želimo vse vode takoj in čim prej znebiti, gradimo kanale ter krčimo močvirja in tako uničujemo mokrišča, ki opravljajo vlogo zadrževalnika vode. Takrat se zgodijo poplave. Poplavni jaški, ki lovijo meteorne vode, ne morejo več pogoltniti vse odvečne vode. Ko tej dodamo še različne odpadne vode in vode iz okolja, pride do poplav katastrofalnih razsežnosti. In ko se vse umiri, se razkrije naš odnos do okolja. Smeti so vse povsod. Včasih se sprašujem, če želi zemlja tudi sama sprati umazanijo, ki ostaja za nami. Vsekakor pa vse, kar se v poplavah preliva, upija prav zemlja. Sila vode je močnejša, kot se zdi. Kar ne ostane na površju, voda odnese pod površje zemlje in še dlje, v drug svet, podzemni svet. Ali veš, da je tudi v podzemlju življenje? Ob raznih algah so tu še rakci, kobilice, hrošči, pajki, celo školjke, človeško ribico in netopirje pa že tako poznaš. Zaradi življenja v vlažni in popolni temi so živa bitja še toliko bolj občutljiva na spremembe, ki pridejo iz površja in prav tako zelo pomembna za jamski ekosistem, da je v jamah vse tako, kot mora biti. Jame so naravna vrednota. Kapniki, ki jih ustvarjajo vodne kapljice, ki z površja zemlje skozi občutljiv apnenčasti jamski strop pronicajo v jame, pa pravi čudež narave. Ali veš, da stalagmiti, to so tisti stebrom podobni kapniki, ki rastejo v jamah iz stav, zrastejo v 100 letih le za 1 centimeter? Pa potem reci, da to ni umetnija narave. Nisem še slišal za umetnika, ki bi 1 milimeter slike ali kipa ustvarjal 10 let. Glede na višino kapnikov v naših jamah danes, si upam trditi, da so prav te videli tudi ljudje iz pradavnine. Nekateri med njimi so si namreč med lovom poiskali zavetje v jamah ali pa jih uporabljali za bivališča in celo svetišča ter pokopališča. Zdaj šele razumem, zakaj nam je učiteljica rekla, da naj si zapomnimo poved: jame so zibelka človeštva. Ponekod so v jamah našli celo jamske slike. Te so kot slikovno sporočilo nam od naših prednikov,
tistih, ki so zahajali v jame. Slike govorijo, da je bilo življenje v neokrnjeni, čisti naravi in v sožitju z njo nekaj popolnoma naravnega in nujno za preživetje. In če so se številne jame kot življenjsko okolje ohranile, obstale do danes, ali jih bomo zmogli ohranjati, varovati in spoštovati še naprej? Glede na to, da se v jamah pozna, kar se v zunanjem svetu na površju nad njimi dogaja, sem malce zaskrbljen. Če so bile jame nekoč zavetje ali dom ljudi, so danes prepogosto dom smeti. Žalostno, da se premalo ljudi zaveda in skrbi, da so jame čiste, ko drugim sploh ni mar, ali pa se sploh ne zavedajo pomembnosti obstoja ekosistemov v vsakem naravnem kotičku na zemlji. Ali je tako težko zmanjšati količino in ločevati odpadke? Pri nas doma to že ves čas počnemo, kaj pa pri vas? Te zanima kraj, kamor izgine, na primer reka, ponikalnica, ki teče skozi Škocjanske jame? Ta kraj je kraj, kjer se sreča z drugimi ponikalnicami in vsemi podzemnimi vodami, kakor tudi z ostalimi ostanki onesnaženja in smetmi, tudi takšnimi, ki razpadajo še na manjše številne drobcene delčke. Plastika razpada na mikrodelce, imenovane mikroplastika, ki postaja naša hrana in pijača. Ali si že kdaj poskusila plastiko? Ni fina in nihče si je ne želi na krožniku, ali ne? Učiteljica je rekla, da vse, kar ljudje zavržemo, stresemo v naravi, na zemljo ali zlijemo nanjo, se vrne na naš krožnik in v naš kozarec. Vse razlite odpadne vode in strupene snovi ter razpadajoče smeti iz narave najdejo način, da jih nevede, nehote zaužijemo vsa živa bitja. Po vsem, kar nam je predstavila učiteljica, se tudi jaz sprašujem, če je voda, ki jo pijemo, sploh še pitna. Življenje brez vode ni življenje za nikogar na zemlji. Ali veš, da brez hrane lahko preživimo do 30 dni, brez vode pa le 3 dni? Ali veš, kje vse vode končajo svojo pot? Poglej sliko v spodnjem levem kotu in se pripravi na fotografije, ki razkrivajo bolečo resnico o nas in našemu slabemu, grdemu odnosu do narave, pa čeprav smo tudi mi del nje. Površinske in podzemne vode se srečajo v morju, z njimi pa tam končajo tudi smeti, o katerih sem ti prej že govoril. Si lahko predstavljaš bolečino, strah živali in njen boj za življenje, ko se poskuša rešiti iz plastične pasti, ki jo duši? Morje je polno naših smeti. Odvrženim smetem, odpadkom s kopnega, se pridružijo tudi zavržene ribiške mreže, smeti turistov z turističnih ladij, kakor tudi razlita goriva in odpadki, do katerih pride ob trku ladij ali nesrečah na naftnih ploščadih. Živalstvo in rastlinstvo v oceanih trpi in umira zdaj zaradi nas ljudi in naših smeti. Ali se ti zdi prav, da ptice umirajo zato, ker mislijo, da so site? Ko se najedo plastike, ki jim napolni želodec in daje občutek sitosti, za njihovo naravno hrano ni več prostora v želodčku. Ali se ti ne zdi, da bi si želve, tjulnji, pingvini, ribe in ostala nemočna bitja lahko takoj prerezala ostro plastiko, ki jih zateguje in duši, ali se jim je zataknila v grlu ali kljunu, če bi le imeli roke? Ob pogledu na tjulnja, ki si ne more sneti plastične vrečke z glave in se duši, ter kita, ki z odprtimi usti lovi plankton, s katerim se prehranjuje in si obenem polni želodec tudi z vsemi smetmi, ki jih nosijo morski tokovi,
Nisem več mogel ustaviti solz in bilo mi je zelo hudo. Ko je učiteljica zaključila s predstavitvijo, sem bil presenečen, ker sem enako kot ona razmišljal tudi sam. Živali in rastline nimajo rok, življenje zemlje je v naših rokah. Seveda smo ta dan v šoli zaključili s čistilno akcijo v šolskem parku. Za žalostjo, ki sem jo občutil, je prišla jeza. Bil sem jezen na vse, ki onesnažujejo okolje, vse tiste nemarne izletnike, kot tudi lastnike tovarn, ladij, ribiče in še vse, ki jih ne poznam, pa onesnažujejo okolje z mislijo, da je to nekaj normalnega. Pa ni! Zemlja je edini planet, na katerem lahko živimo. Edina, ki nam daje vse in zato ne zahteva plačila. Namesto hvaležnosti in skrbi, da ostane takšna, kot je, s svojim obnašanjem povzročamo samo težave. Koliko rastlin in živali je zaradi našega odnosa do narave že izumrlo in sploh ne obstaja več? In ker smo ljudje, ki svojim odnosom do okolja ves čas ogrožamo sebe in druge, ali to pomeni, da smo zdaj na vrsti tudi mi? Ali bomo tudi mi enkrat izumrli? Strašljivo, kaj ne? Da se to ne bo zgodilo, te vabim, da se mi pridružiš pri moji odločitvi. In sicer, da bom kupoval res samo, kar potrebujem, da bom redno ločeval odpadke, da bom v trgovino hodil z vrečko iz blaga, da si bom kupil plastenko le za na izlet in jo potem še večkrat uporabljal, da bom svoje igrače in oblačila še naprej podarjal tistim, ki jih nimajo. Zadovoljen nad svojo odločitvijo sem napisal tudi pesem s čudežno formulo. Najkrajša pot do zdravja zemlje je manjša potrošnja in pot do smetnjaka, koša za smeti. Kaj praviš? Si tudi ti želiš rešiti naš planet? Več kot nas bo, lepši bo svet. Zdaj pa le prisluhni moji pesmi za zemljo in se nato prepusti glasbi, ob kateri lahko razmisliš, kako rešiti zemljo, naš dom in edini svet. Pesem za zemljo. Za življenje zdravo moramo skrbeti za naravo. Narava so reke, jezera, gore, doline, mokrišča, gozdovi in travne površine. Narava so živali, rastline, ledeniki, puščavske peščine, jame in morske globine. Narava ni le beseda, narava smo vsi ljudje, ti, tvoji prijatelji, sosed in soseda. Kdor ima ljubeče srce, spoštuje, varuje in ljubi naravo, ker za zdravje zemlje gre, ločuje odpadke kot za zabavo. Ti je všeč? Se vidiva v čistejšem okolju. Srečno!